da tle sem ful vesel. Po moje sva pač skupaj ustvarjala prve take objekte. No, se ravno to sem hotel vprašati, ker očitno sem te jaz ujel takrat zelo na začetku. Koliko takrat tega Prezla, tega si še meni delo pokazal? 2009. Ker sem se takrat najprej malo z Lamovškom tipov, on je sicer zelo stručko, je pa tudi zelo svoje glav pa trmast, jaz pa tudi hočem imeti malo kontrole in nisva skupaj šla. Tako da pol sem pa tebe najdel, se živo spomnim. Zelo na začetku sem bil. Zelo na začetku, ne? Smo tudi ene stvari tako, če gledam, kaj vse smo delali. Ja. Hišo za več kot 2, tam najprej v Slovengradcu, ne? Tista je bila prva. A tista je bila prva? Aha, evo. Tista je bila prva, ker sem še gor z vašo ekipo, ker ste gor spali, pa smo tam skupaj 3 dni. Ja. Tista je bila prva, ja. To so bile prve poslovne napake, tako v kalkulaciji. To so nam pozabil te hiše. A res? Ja. Mogoče je bilo pa to namenjen, da si od takrat pol ti dobu in naredil. Ja. Mogoče, ja. Ampak takrat ni bilo toliko ferm tudi, koliko pa je bil, dobro. Bil je že tale Damahaus je že bil, pa drugač, dobro, Lumar, ja, pa Marles, pa Telavce, to so že, drugač, koliko pa je bilo takih, pa ni bilo toliko. Še ne par, mogoče Jaris. Aha, Jaris je takrat še delal, zdaj jih ne dela več. Ne. Ga je pamet srečala. To smo enkrat pravil, da jih Prezlu še enkrat, da je en od teh Damahausovcev prišel. Ja, to je bila dobra zgodba, ja. Pa ne vem, če bi jo povedal. Ne, pustimo stati, ja. Ne, med nama ostali. Ja. Ne, oni so fajn fantje. Pa sej se tudi ta zgodba ni nič tazga, da bi kaj slabega v njih govorila, je pa zanimivo, ampak pustimo stati, ja. Tako da smo takrat naprej, so v bistvu to direktni odnosi, da si poveš to, imamo fajn odnose. To jaz mislim, da je zdrava konkurenca. Tako da pač, se spoštujemo en drugega. Ja, ste oboji res dobri, ne? Res. Se mi zdi, da je smer. Nikoli ni bila taka kriza, da bi se res borili, čeprav recimo en objekt pri tebi, Zimic je še delo. Zimic ni nobenega mojega dela. Ne, ampak za Adargas ja. Je bil pa pač naročnik iz Urjana, ne. Takrat za tistega smo pa res maraton tekli, tisti je bilo pa tako naporno. Ampak lej, tako... Maraton. Res je bil maraton, ne. No, čakaj, se moram Uroša tudi enkrat sem le dobiti na tole stran. In v redu, jaz sem zasnoval delo in sem bil toliko ujet v neko fikcijo, statične zasnove, oni so pa na frišem prišli in so pač videli neko optimizacijo, ki jo mi nismo. Ja, in so takrat toliko več ponudili. Ne, pa jaz mislim, da takrat bi se oni stegnili na meter vod, ker so rekli na dvoriščnem pa že na noben delo. To im je pred nosom, razumeš? To im je res pred nosom. Pač, kar nekaj smo naredili takrat. Ampak ja, to so bili taki začetki. Ja, ampak si bil dejansko fajtali smo se za kakšen projekt tako med sabo. Kar je pač čisto poslovno in je normalno. Všeč nam je bila tvoja arhitektura, malo drugače, pa lesenih objektov na koncu. Ne, dobro, jaz mislim, da smo se dobro najdli in dejansko jaz ne bi naredil tudi vsega, kar sem naredil, če ne bi lahko s tabo hodil, pa se s tabo učil, pa da bi ti pomagal detajle. Jaz šele zdaj to sem nazaj skočil 2011, 2012, 2013, to pomeni, da bo zdaj recimo 15 let, ne. Zdaj, kakšne stvari, da znam tudi jaz tako naskicirati, tole, ampak kakšne, ne vse. Tako, ker si ti stresal ven te detalje, jaz sem vlaknenka, una folija. Pa ne vem, kje sem se to naučil v resnici. Ja, jaz od tebe. Jaz sem se pa nagradil. Ker znam na veliko večino od tebe, no zdaj se tudi od ostalih pol učim, ampak veliko večino pa od tebe. Vino sem po mojem naredila 10 bajt, še preden sem s komerkoli drugim naredil kakšno. Moja prednost, ali pa pač ni mi bilo težko prijeti za mašinco in
prvih 5 hiš sem bil skozi na gradbišču. V hlačah delovnih in to je bila taka, bom rekel, kilometrina, ki jo, če jo ne prehodiš, jo pol težko dobiš. Tako firmco. Pol jo drugam zapelješ, pol jo mogoče zapelješ v Lumar. Za tako je pa to, čisto vsi, ki jih poznam, so, pa kad z njimi delam, so tako. Ja, obrtniško. In jaz se recimo od Janeza Kralja sem se ogromno naučil. On je imel ogromno znanja. Janez Kralj, viš njega moram pa tudi sem dobiti. Ogromno znanja od očeta, ne vem, še njegov ded tudi bil klepar. Pa sva skupaj razvijala, ne. Jaz sem bil pa out of the box, odprt in sem rekel, ne, pa kako pa teva tako? Pogleda, čak in probu, pa tako malo proba, pa malo nariše s papirjem, zložija, ne. Pa še boljš, še manj bo materijala, še manj bo dela. In so pa tako skupaj kar par projektov speljala. Tako da to je bil recimo špenglarski znanje, ki sem ga dobil od njega, je neprecenljiv v smislu tega razvoja detajlov z arhitekti, ker to je na koncu šminka, istočasno je pa to funkcija vodotesnosti in obrobe, poličke, pač vsa ta stvari iz pločevine so pri leseni hiši ključni. To je en tak... Vsi se šolamo. Skozi se šolamo. Ja. Pa se to je meni osebno tudi en najbolj zanimiv del. Če bi imel čas, jaz bi skozi na gradbišču stal pa gledal ali pa še zato jaz rad to delam, no? Zato, ker zmer nekaj novega, pa se zmer. Zato sem tudi Eko-Art do tle pripeljal, ker nekako ni bilo omejitev. In nekateri ste to pač v tem smislu, da se pač marsikaj da. En moj zelo dober keramičar je rekel, ni omejitev, odkar so Feničani valuto izvajali. Ampak ni čistko, mora biti še želja pa volja, ne. Pa znanje tudi, ne. Je potreben, ni pa zadosten. Ni zadosten. Ja, se je to res, ja. Ampak kakšne stvari so enostavno izven budžeta, ki jih pol ne moreš realizirati. Smo pa naredili kar veliko stvari, mogoče, bom rekel, gverilsko ali pa s tabo veliko enih takih stvari, ki jih danes, mislim, ko sem izkušen, pa jih mogoče ne bi šel delati. A ne, kad te mečkam, kakšen, mislim. To se vsakmu med nami zgodi, jaz probam to pri sebi. Si mislim, čakaj, jaz pred 10 leti bi me res to ustavili. Ne bi me, daj se zdaj takoj ustaviti. Ja. Tako da, ja, fajn, a ne, da smo šli neke stvari delati, ki mogoče so bili malo on the edge, pa smo jih gruntali, pa stuhtali na ta način, da še funkcionira. To je, Prezlova hiša. In tako, kot si rekel, ta je začela oddajati signale, kaj ti delaš. In te najde nekdo. Temu narediš Prezlovo hišo, pa še malo nekaj več, malo drugače. Te najde še eden. Cak, mu narediš tist, plus to, pa še nekaj. In to je to, kar jaz tudi mojim pravim zmer. To je ta pozitivna špirala. Tako si ti gradiš, ker ti boš tiskrat si temu ekstra bonus, mogoče si to zgubo naredil in lahko naslednjemu zaračunal. To, da boš to zaračunal, pa še tisto odprinesel. Ampak pa moraš pa, če je le ta pravi naročnik, še kaj, še nekaj in to te vleče gor. Ker v hipu, ko to nehaš, boš sam takole krožil kot luna, čim boš pa enkrat popustil, šlo pa sam dol, ne. Res. Ja, se strinjam. In pri tebi je pa to, dobro, pri nas so mogoče to out of the box, pa še malo dodatne storitve, pa še malo posebenega angažmaja, pa še, da se za nekaj potrudiš ekstra, pri tebi so pa te stvari, ki greš izven. Aha, da se potrudil, ne, tistega mojega petelina, ki sem mu fiksno idejo. Pa si ga naredil, nekako, pač s kraljem v redu, fajn, super, kako je zgodaj se je, ne. In ja, in takih stvari je v tem odnosu bilo že 1000, ne.
mislim, ta način dela mi je všeč. Ni najbolj profitabilen, pa ekonomski, je pa sigurno najbolj izpolnjujoč, vsaj čez tak človek, kot sva jaz pa ti. Sigurno, pa na koncu mogoče tudi najbolj v smislu izdelek do naročnika najbolj kvaliteten. V tem smislu, da pač njegove želje, vi kot arhitekt, pa mi kot izvajalec, neko funkcionalnost, želje, dizajn, toliko časa nekako vrtiš, ne, da pride iz tega nek optimum. Dobil sem kar nekaj projektov dobrih birojev, ki so bili narejeni v bistvu z naročnikom. Pa so pa tender dali, pa so jih poslali okoli. Tisti nikoli ne more biti, a je bilo ful dražji, kot bi lahko bilo. Pa ne sam dražji, še slabš, nefunkcionalno, ali pa je bilo trajnostno problema, ne, izvesti pa tako. In ni bilo, rekel, tega dialoga. Ja, dialoga. Ja. In tako je bilo včasih. Arhitekti so bili pač skozi na gradbišču in so kar, saj ne vem, Plečnik je veliko stvari tam reševal. To se danes zaradi prefabrikacije pa profitabilnosti veliko stvari ne da. Ali pa ni racionalno, enostavno ne preživiš na trgu, če bi tako delal. Ne, za kakšno stvar dejansko ne gre. Ne. Jaz se spomnim, ko smo delali tole hišo od Škofic za pogumno družino, to na V, ne. Kje pa je? Se ne vem, kje je. Nekje, ne. In jaz sem takrat iz Finske prišel in sem videl, Alto, je vse kljuke sam dizajniral pa to, ne. In sem pa tudi jaz Simona prepričal, da bo midva z kljuko in sem jo jaz dizajniral in modelček naredil in prav poskušal v roki in se to iz balze sem jo naredil, ena. In pa sva skupaj iskala, ampak nisva, ne vem, vse verjetno se ga da najdeti, ali mogoče nisva dosti vložila, ampak nisva najdla nekoga, ki bi kljuko z neko sodobno ključavnico, pa vse to nama skupaj sestavil in sva pol po enem mestu to odnehala, smo šli in smo pač kupili kljuko, ne. Dejansko ene stvari, tako ne moreš na tak način, kot so jih delali 50 let nazaj, več delati, lahko pa druge stvari pa še zmeraj narediš ali pa delaš na drug način, ne. Drug čas je, ni da bi kopiral tisto, kaj je bilo takrat, delaš pa drugače. Pri vaših projektih je to, gledam tamle, všeč mi je, ker je vsaka ta res individuum. Ta je tvoja, una je tvoja. Nekak želje naročnika. Ta je tvoja. Tvoja. Ta je tvoja. Načni moja. Mislim tvoja, no mislim, ti si oddelal. Tvoja. Simonova, Anita, lej, to je. Tamle dol je tistele. Pa Eva zraven. Jaz sem stvar res kar nekaj naredila. Velik. Jaz jih tudi naštejem več. Velik. Mislim, da je še ni 20. Včeraj me je Neža vprašala, ko greš, da boš vedel, koliko si jih naredil. Zihar te v to vprašal. Sem rekel, ne vem, nisem. Nad 100 sem nehal šteti. Koliko si vseh hiš naredil? Pa sem zdaj po moje, čez 200 nisem, no, ampak bliz pa je. Veliko je to. Kar je. Jaz sem enkrat štel vse, vključno s temi, ki so na mis, pa vključno s tistimi, ki so stran padli iz takšnega razloga, ne? Se sem jaz čez 50. Noro, ne? Noro. Mislim, da sem štel bolj pri 70. Mislim, ni, da jih je toliko zgrajenih, ampak noro. Všeč mi je, ker smo najdeli neko sinergijo, ne sem s tabo, še s nekaterimi te alpske arhitekture, ki te res ta hiša poboža. V bistvu, pa ni to za vsakega, tudi ni vsakmu všeč. Ampak v smislu udobja bivanja pa nisi ful subtilen, če tega ne čutiš. Tako, lahko to rečem. Da so pač ljudje, ki tega ne čutijo, pa ni nič narobe, čisto v redu. Imajo druge sposobnosti, samo pač ti da neko brlog ali neko toplino, tako bom rekel. Taka hiša. In vi znate pač v tem tlorisih, v teh najdete neki, ne vem, pa nam rekel ekstravagantnega, ampak neki individualnega. Tako not, da pač se vsakmu posebej nariše njegove poti premikanja. Se mi zdi, da tako,
kako razmišljaš, to me zanima. Čisto že, ker nismo še nikoli o tem. Ja. Ampak dobro. No, če to začnem jaz nakladati. Če o tebe sprašujem. Ne, pa se ni več narobe, sam bi pa to, v bistvu ja, preprost povedan razmišljaš o tem, kako bo življenje teklo. To je A, B je pa, ja, kakšni ambienti. Jaz zmer pravim, da iščem naročnike, s katerimi se ujamem vsaj v osnovnem nekih moralnih vrednotah, pa v nekem segmentu, vsaj nek lifestyle. Ne. Zato, takrat, ko me je tam ena gospa z RTV-ja intervjuala, ne, in pa sem jaz tekom tistega intervjuja, se je bilo dobro, se je res pripravila tako ena redkih. In takrat sem jaz vmes na en odgovor nekaj rekel, ja, da težko si predstavljam, da bi projektiral hišo za ljudi, ki se zjutraj ob 10 usedejo pred televizijo pa gledajo španske nadaljevanke. Ne? Pa jaz iskreno nisem nič slabega mislil o teh ljudeh, ampak usul se je polk je bilo to objavljeno, kva si mislite, da. Jaz res nisem mislil nič slabega, ampak res pa ne morem za tazga človeka jaz risati, ker nimava nič skupnega. To je, jaz grem sem, ta človek gre pa sem in pač... Ga težko razumeš. Ja, razumem pa človeka, ki mora turne smuče nekam pospraviti, ali pa ki mora surf nekam pospraviti, ali pa ki mora, ne vem, tudi kolo v končni fazi, ali pa ki gre rad ven, ali pa ki to čut, ki si ti govoril, zdaj o tej toplini, pa les, pa to. In zdaj moram potrkati, imam srečo, zdaj po vseh teh projektih, ki smo jih realizirali, tudi tvojo močjo, oziroma ti si jih realiziral, jaz sem jih sam narisal, si zdaj lahko malo zbiramo in si lahko zbiramo, da če en reče, zanj sem dobil spraševanje, mi bi klasično gradili, sem rekel, lejte, with all due respect, saj ni nič narobe, ampak mi tega zdaj ne delamo, ker bolj verjamemo v to in nam ni treba to jemati, ker imamo dosti tega in je super in jaz lažje delam pol s takimi, da to, ne. Tako da... Ja, in ta alpska arhitektura se je v bistvu, lahko rečem, z Eko-artom sem šel neke stvari delati, tako kot si rekel, izven racionalnih okvirov na začetku, da smo... Na norcih naprednih sloni, to je itak že zdavni so ugotovili. Ker pameten sem, ga sploh lotil. Naredili neka okolja, ne? In te, recimo, Reinhard, takrat, ki smo prvič pri Lukancu, ne? Ja, Lukancu. Naredili. A ne, in takrat sem jaz to najdel na enem sejmu in prišel je do mene. Se rekel, ful dober, pa sem tep na mislico dal iz čisti, koliko dober, da ima to kam vklopati. Se spomnim se na uni ekskurziji, ki smo jo zančo prej omenjala, na tisti si ti Bredštapelj videl. In zdaj temu rečeš ta ajki vod za stropove, ampak lega. Bredštapelj. Bredštapelj. Se mi zdelo, da si zapomnil to besedo in pol je bil že, in pol sva že od Anite je že bil uporabljen. Ja, že, cek. Ja, in ta sodelovanje, no, tehnološko in dizajn, kako to se dopolnjujemo, ne. Če posluhne. Ne, pa meni je idealno, da imam enega sogovornika, ne, na drugi strani. Sicer tako, kadar imaš polki tanko kožo, takrat pa rečeš, nariš detalj, a ne, takrat okej, v redu. Ne. Ja, seveda. Malo, tudi moram kdaj. Tako smo imeli tudi tu na zgodbo, tam v izlakah s tisto nadstrešenco. Ja, to si pa nam pozabil. A nisi videl v uni fasadi, vse je narisan? Si rekel, ki je narisan? Ne, jaz sem rekel, naredite eno tanko nadstrešenco iz pleha, tako neki, ne, pa tako gor. Ne, vem, sem imel dosti dela, drugega pa sem nariš mi detalj. Pa jaz tam, to študiram, kako debo pleh, kako tako statikom, kako tle gor. Pa jaz to narišem, takrat bil pa že bolj škoži. Ej, Matej, kaj pa, če bi mi dva to malo drgaci? Niha, zdaj pa daš drgaci, pa točen nikoli. Tak. Ne, ampak to sem prišlo do tega nadstreška. Tega nadstreška ni bilo v tlorisu.
Ne, nikjer ga nisem. Bil je narisan kot črtica. Bil je samo ena črtica v eni od fasad, ne? Tako. Da jaz tega nisem videl. Ne? Ne, črtica je, Črtica je bila povsod. Ampak... Ja. Jaz sem to spregledal, ali? Ja. Jaz sem pač gledal tlo res kje, kakšna črtica, ta vek. Mogoče se je kaj. Ja, takrat smo še v avto, kaj je dorisali, pa so črtice, zdaj se to... Ja, pa smo ugotovili, da to je nadstrešek brez kozolni, da je 3 cm, ali? 3 mm. Ja, 3 mm. Ja, še zdaj stoji. Ja, seveda, super stoji. Ne, je toliko skrbel, kako to kondenzirali. Ni, pa se je zataknjenje za fasado, tleven, cek. Tam je mene bolj skrbel, kako je unika grejo iznoter na ven nosilci. Ampak se pa smo kompletno tisto teraso pokrili, ne, kaj sem premislil, da bojo še plohi voda. Tisti bi pa res počas gnil. Tisti ne bi bilo dobro. Jaz sem drugač kar dosti tega narejen, da grem v les. To ja, sem je pa zaščiten. Ja, mora pa zaščiten. Ja, se to je bilo tisto. Dodelave, Ti, kaj te pa pol, to sva se pa že z Martinom nekaj pogovarjali, ampak Martin je to kasneje prišel v to zgodbo. Aiki Wood. Nekaj, to je pa tvoja. Ja. To je v bistvu ena zgodba. Kaj je Aiki Wood? No, mogoče sem to najprej pa zgodbo. Kaj je Aiki Wood? Ja. Aiki Wood je... Ne lepljen CLT. Masivna za popis. Okay. Masivni elementi sestavljeni iz sušenih desk, križno zloženih in spojeni z lesenimi vozniki. Evo, tako. Brez kemije in kovinskih veznih sredstev. To je za popis. A se lahko prebiješ tjale, pa mi daš te slekost? Ja, ti boš kamero premaknil. Juri mogoče vzad prišel. Ti pa lahko ta breč štapelj vzameš. Tega ta težkega, ne, unga, tega ta vzad. Pa če tega raje vzela? Ja, no, ali pa tega. Sem ta je manj impresiven, kakor un ta velik. Opa. Takole, super, evo ga. Ta bo ta prav. Samo moramo zdaj tako ga dati, da ne bova... Evo ga. Paka. Breč štapelj za stropove, ne, pa Aiki Wood. Malo, če temu pravi, kladni strop. Kako? Koliko bi dal? Pa bo v redu. Kaj te je pravzaprav v tole pripeljali? Tako. Zgodba Tomaže Bolke pri Krištofu je v bistvu z Dujičem imel eno debato in eni so v enem razvojnem centru to nekaj razvijali in nekako so me nekaj povezali, da imajo nekaj za zmontirati, tak razvojni projekt. V bistvu je tam kontakt od Tomaže prišlo. In njemu se je delal to fajn, veš, nekaj sem videl, pa slišal. In pa so mene poklicali, če bi jaz za njih nekaj zmontiral, tako 4x5 metrov, ena spalnica v Ljubljani na Čolnarski. Aha. To je bilo po moje 2012, tako, zelo na začetku moje poti, te lesene. In mi so bili že takrat tako zelo mizarsko, alpsko nastrojena, ne? In ta Norbert, ki je v bistvu razvijal to v nekom centru, je pač sebi naredil eno mozničeno hišo. Ja, se vem, to smo peljali enkrat. Ja, in zgodba je bila ta, da to je bil avstrijski produkt in pol, ko smo pa mi to, pa so pa oni to nekaj probavali s temi mozniki in ko smo mi to sestavili, je on dol padel in rekel, pa to sem mislil, kaj je to za Avstrije, pa to, mi smo naredili pa to v mizarski kvaliteti. To je bilo vse pač zaprt, vogali, v nulo, tipi-topi, a ne. Una škatlica je bila pač majhna, ena soba in smo takrat to sestavili tako in je videl, ja, to je pa en drug nivo. Pa smo nekako se začeli povezovati, jaz sem začel razmišljati o svoji hiši, pa začel to nekako ponujati. Jaz sem tle videl nek potencial, pa nisem si imel ideje, da mi je to delo, pa kakorkoli. Ampak
tako, meni se je zdel to fenomenalen produkt. Od 2.9, a pa recimo CLT je prišel 2.5 na trg, pa pol 2.9 A je ni bilo prej CLT? Ne. A res? 2.5, to je bil ekstremen eksponenten razvoj lesne gradnje, ne, recimo. 2.5 so delali KLH 7-nadstropni objekt na Japonskem, ki so ga testirali na potresni mizi. Ta objekt je bil, mislim, da 8x8 metrov, pa 7 štukov. In ko so videli te rezultate, to je bilo bolj od vsega betona. To je bilo pač elastičen, ampak istočasno velika togost. No, to pa, kot eni pravijo še danes, pa ne drži, da je pa to čigumi. Ampak smo dokazali, da pač smo z razvojem vseh teh let potem, meni je takrat to bil pač ovrgali in da je pač to produkt, ki velik nos. Ne to kot CLT, ampak v primernem projektiranju bistveno drugo zgodbo dobiš. In meni je bil takrat to fenomenalen izdelek, ker sem CLT prijezdil prvo ploščo medetažno vidno CLT. In pač mi je bil produkt, masivna gradnja se je začela razvijati, ful všeč. Nek drug nivo kvalitete ti da, lahko prešraufaš karkoli, lahko tako je statično, je predimenzioniran za ene hiše, take stanovanjske. In pa dati neko trajnost, v bistvu ta konstrukcija je pač čisto v topli coni, izven vseh teh vetrov, ko je naven, puhovka. In je vsa difuzija, točka rosišča, vsa gradbena fizika se dogaja izven same cone konstrukcije. In to pomeni praktično neomejeno življenjsko dobo. Ker pa to brez lepila bi bilo pa meni všeč tako, v smislu ekologije, lokalni les, lokalni material. No in mi smo takrat začeli to neki, tisto sobo smo naredili, montirati, pa so imeli pa oni v Ilirski Bistrc poskusen nek stroj naredili, tako zelo počasen in nekako pol to ni šlo dalje in so tisti postavili eno sušilnico. Ven, to je malo zamakali, po enem mestu sem jaz rekel, to moramo rešiti. Jaz sem si s tem že, če ne drugače, pač želel neke projekte naprej dogovarjal, neko zgodbo gradil in sem pol iskal prostor, kako ta stroj prestaviti, kako to se zmeniti in v glavnem. In nekako pol to v železje razšvati v bistvu in s tem stopil z eno nogo v vzporedno poslovno pot gradne proizvodne. Se pravi, poleg EcoArta, ki je delal hiše, še v proizvodno plošč. Ja. In pač takrat nisem našel nekega fajn prostora in eden od možnosti je bil, da je bilo ta prostor, kjer smo danes na prodaj, ampak zvedel sem to po moje v petek popoldne. Meni pokliče, ti Miha, ne iščeš tega placa? Pravim, ja iščem. Lej, daj poklič tega, ta nepremičnina to prodaja, se rekel, prodaja. Jaz iščem za najema, nisem imel kapitala. 3 leta sem delal, to je pač bilo tako čisto na začetku in njega kličem, ja, veš, to je od SCT-ja v stečaju in gor in dol. Ampak to je zdaj že prepozen, zato, ker je šlo to mimo, sem rekel, kako? Kdaj pa je bilo? Ja, v ponedeljek do 12 je treba zavezujoče ponudbe dati. Sem rekel, ja, čakaj, kako je šlo mimo? Smo še 3 dni za razmišljati. Ja, vem, ampak to je 7000 kvadratov, kako, a boš ti kar tako mislil? Kaj vedel, da sem to neka majhna firmica. Sem rekel, ja ne, vseeno, ampak pač ni šlo mimo, dobro, bom jaz razmislil, se slišal, a te lahko v nedeljo pokličem. Ja, ti kar poklič, pa se vas za ponedeljek zmenila, kako pa kaj. Ja. Pa ga jaz kličem, se rekel, kaj če bi mi ti en sestank tam, to je pa A-banka bila, en sestank organiziral, to bi na eno premičnino razmišljal. Prav, dej se bom potrudil, kliče unga, me kliče nazaj, ja, pejva. Do 12 moraš udati, ampak pred 10 nisem mogel dobiti sestanka. In smo še nekaj pogovarjati, kako sploh napisati. Mogel si napisati znesek tistega zemljišča. Aha, za banko pa... Fiksen znesek. A banki ste oddajali to? Ali... A banka je prodajala. Aha, ok, sem mislil, da si se hitil za banko meniti, koliko si usposobil za to. Ne, oni so prodali. Ja, ok.
Ja, nič. In pa smo se tam malo pogajali, pa gor pa dol. Pa sem pa jaz tisti na pol dal, pa sem napisal, pa oddal. Ja, sem rekel, da če bo, če pa ne, pa ne. Ja. Ali pa na pol, ne vem, mislim, da tako zaokrožil zelo nadol. Takrat je bila pa ta kriza, je bila v bistvu 2008-2009, pa to se še nekaj. Ja, to je bilo točno to. Ja. To je bilo pa 12-13, ni bilo še ful. Niso še pobrali. Ja. Ne. In pa je to trajalo, jaz sem na to že pozabil, pa dobim, ste vaša obvezujoča ponudba je sprejeta, ste pa mame, vidiš. In pa se šokje, pa je to bil proces, seveda, dolgotrajen, prvi skoki v notarske zapise, pa vse te pogodbe, pa tako. To je bila resna zgodba. Ja. In jaz sem kar naenkrat skočil v bistvu z nekega obrtnika s 5 mil, takrat nas smo bili še, ne vem, so bili še 3 zaposleni ali koliko. Ali pa BLSP, tako v neko veliko proizvodno površino. Ampak ja, sem kar verjel v to. Tam sem šel gledati tisto zemljo, to so že drevesa ven rasla, tako. Meni se je zdelo vse tako kva bi lahko tle naredil, kva bo to vse. A tle, kaj imaš zdaj? Tle, kaj smo zdaj. Ja. In pač pa je to pomenil pač avtomatsko rast, neka obveznost je bila, da sem imel potencijala, nek kredit. In pač je to se kar odvijalo. In to je za sabo prineslo tudi, rekel, neka bremena druga. Ne samo romantična, ampak smo začeli pač to proizvajati. In kaj misliš, druga bremena, ne samo romantična? Ja, pač jaz sem videl, kako bomo začeli ta produkt delati. Ne. Aha, ti si to v glavnem zmislil za IQ-Wood, za ta produkt vzel, ne toliko za hiše? Za hiše. Ne, za hiše sem imel super prostor. Sem gor, vem, jaz sem imel tako idilično lokacijo, tam smo zbrali ledavnico, smo lahko delali, muska, ono, tretje. Smo imeli rock and roll. Saj sem težko, sem stranke do gor, zanimiv, do Mengša ni bilo nobeno problem se zdaj pripeljati enkoli. Recimo do, ki pa 15-20 minut več, je pa problem zmeraj, Hinska dolina. Ampak tam smo se imeli lepo, tako idilično je bilo, sred travnikov. Aha, tako da si prav zmislil za tole to v glavu. Zmislil, ja, ampak ko sem šel na sit pol, ko se mi je začel malo komplicirati poslovno pot, pač me je ena Marija Salemi, ona je bisnot, ampak tako zelo, ona je bila zelo v podjetniškem smislu prehodila veliko nekih izkušnj, rekla, smo risali diagram svojega poslovnega tega, to je bila poslovna analiza ali psihoanaliza, tako 3 dni, ful dober. In ti si me nekako mogoče rešili v nekem smislu, da sem takrat, jaz tako rišem, pa prav ona je, kaj pa je to? Se kaj, to je pa IQ-Wood. Aha, no da ima več nariš, kaj pa delate pa to? In ona mi je povedala, veš, ti se greš pa še eno usporedno podjetje, ne? To pa nima veze s tem, kar si tamle prej narisal. Sem gotov, da pač sem začel tako malo še eno firmo brez kapitala in mi je rekel, pa uno podjetje dela brez tebe tako? Brez mene? Ne, to pa nisem kje, jaz vse odločitve moram jaz sprejemati. Zdaj pa vemo, kje je problema, nek operativni. Ne? In pol smo pa začeli pač to razvijati tekom let in skozi sem videl to kot nek izvozni potencial slovenske lesne verige. In nekako še zmeraj verjamem v to, da enkrat nam bo ratalo tudi izvozno uspeti, ker pač smo probali, tako da imamo recimo v Berlinu, Potsdam, sta 2 hiške, pol je v Italiji, pol gre zdaj v Švico in majhen projektek čist za tem Ženevskim jezerom, kaj že ena firma italijanska delala veliko vilo, tik za vodo, da bo pa savnica majhna. Ampak to sestavljajo oni, to vi material prodate, tako kot mi naročimo zdaj CLT v Avstriji, oni naročijo pri vas, vi to vsak lifrate in je to. Gor bo en izvajalec sestavo, kontakt so pa arhitekti bili. Tako da Berlin je bilo isto, tako da
Jaz še zmeraj verjamem, da v bistvu je potencial, ampak nekako pač ta DACH regija ima to razvit. Ločitev trga, da pač ljudje eni razumejo, zakaj je IQ Wood, pa zakaj je CLT. Recimo pri nas je pa še zmeraj, ali pa bom rekel, če greš pa južno, ne, se ta CLT zelo, recimo Dalmacija se zelo razvija. Po otokih, ki je zelo draga betonaža. In zelo hitra gradnja, ne, pride s trajektom, cp in stoji, in je racionalno, v bistvu bolj kot beton. Tako da je pa ta izobraževanje, pa trg, mislim, da ima velik potencial še. Veš, da sem že malo pozabil, ker jaz sem ti takrat ta sit promoviral, nisem pa vedel, da si pa dejansko tudi šel ti na to. In sem hodil, v bistvu sem šel na to. Meni je bilo to ful dobro. Meni tudi do neke mere, dokler sem pol se zavedal, da doma imam majhne otroke, pa v bistvu je pol bilo to vse popoldne in je bil tam en klub zdravljenja alkoholikov, ko v bistvu smo cel dan v podjetništvu, pa še zvečer drugo malo jamramo. Pa se dobro, to je pa izmenjujemo izkušnje, ampak jaz sem bil pač takrat v taki fazi, danes, recimo, ali pa smo v različnih fazah in si enostavno nisem mogel več privoščiti pol tega obiskovati. Ne te pol dogodke, ampak ti si pa naredil. Ti sem pa naredil. No se to mislim. Dober je bilo tisto.